Mateju. Slava tebi, Gospod. Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takole. Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom. In preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Glej, ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene. Kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov. Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku. Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi in ni je spoznal, dokler ni rodila sina, in imenoval ga je Jezus. To je Kristusov evangelij. Današnji večer je sveti večer, je večer pričakovanja, hrepenenja človeka po rešitvi. Je pa res današnji dan poseben, ker je zaznamovan tako zjutraj za zadnjim dnevom adventa, adventno nedeljo, danes zvečer pa tudi svetim večerom pred jutrišnjim praznikom Jezusovega rojstva. Razmišljal sem o Božji besedi, ki je v povezavi z jutranjo in današnjo večerjo. Zjutraj pri sveti maši je bil tudi angel tisti, ki je prišel s poročilom in je Mariji naznanil, da je ona izbrana, da postane mati Božjemu sinu. Marija se je z angelom pogovarjala. Imela je strah, negotovost, vprašanja, kar je zelo razumljivo in zelo človeško. Tudi Marija je hotela neko razjasnitev ali neko smer, in ko je bilo do določene mere, lahko rečem do določene mere, razloženo, je potem v velikem zaupanju pa tudi z močno vero rekla: glej, dekla sem Gospodova, naj se zgodi po tvoji besedi. Sprejela je, tukaj bom pa rekel, modrost Boga. Človek ima načrte, razum, odloča o stvarih, Marija pa dopustila, da v njeno življenje vstopi modrost Boga. Nekaj časa kasneje pa se je dogajalo to, kar smo danes slišali na sveti večer. Jožef je imel svojo ženo, s katero je bil zaročen, resnično rad. Zato pa je hotel narediti tisto, kar je najboljše zanjo. V nobeni stvari ji ni hotel vzeti svobode in v nobeni stvari prizadeti.
naj se odloči tako, kot je njena volja, njena želja, njena odločitev. Pa čeprav je on moški, zaročenec, v tistem pojmovanju že kot mož, čeprav sta živela še oba v svojih primarnih družinah, doma pri svojih starših. In v tem premišljevanju najboljše rešitve. Človek, ki ima nekoga rad, vedno išče najboljšo rešitev. Pa je bilo potrebno, da Bog poseže v to razčiščevanje. Zanimivo, da Jožef ni srečal angela tako kot Marija. Ni bil z njim v pogovoru. Zakaj tako, ne vem. Morda bi se v svoji moški drži ustrašil in ne bi mogel sprejeti tako kot Marija in je Bog naredil drugačen korak v spanju, v sanju. Pride tako močna stvar in reče Jožefu, Jožef, vzemi Marijo k sebi, zavaruj jo, sprejmi jo, pričakuje otroka. Ti boš sicer ne kot oče, ampak skrbnik, to je tvoja žena. Tako kot si se odločil že pred časom, stori to. Ne spreminjaj svoje odločitve, ohrani zvestobo dani besedi, obljubi, drži. In po tem angelovem posredovanju je tudi Jožef, verjetno je potreboval nekaj več časa kot Marija, naredil to odločitev, da je vzel svojo zaročenko, svojo ženo k sebi. On je tudi odprl vrata Božji modrosti. Samo mislimo si lahko, koliko je ta mladi mož, Jožef, zaročenec, imel svojih pričakovanj, hrepenenj, upanj, koliko človeških načrtov. Mlad človek ima več človeških načrtov kot nekdo, ki je že v poznih letih. Ker je šel, rečemo mi, kot človeško vse pred njim, ampak s tem, ko je sprejel povabilo Božje modrosti, je sprejel tudi, pa človeško rečem, nevarnost, da se določene stvari, ki jih bi želel, hotel, po katerih je hrepenel, ne bodo uresničile, da se ne bodo izpolnile. In tukaj veličina tega moža, svetega Jožefa, da je prepoznal, če dam prostor Božji modrosti, potem bo tudi njegovo življenje boljše. Ker samo človeška pamet, samo to, kar je človeška odločitev, je premalo zanesljivo, da bo moje življenje šlo v pravo smer. Samo človeška odločitev ni vedno dovolj, ampak je potrebna tudi Božja modrost. In to je skrivnost današnjega večera, svetega večera, ko tudi mi smo povabljeni, da odpremo svoje življenje Božji modrosti. Mi smo tisti, ki odpiramo vrata svojega življenja, Bog samo čaka. In prihaja tako preprost, tako majhen, da bi ga mogli sprejeti. Prihaja kot otrok, novorojenček, brez besed, brez dejanj, samo čaka. In vam želim, da bi letošnji božični praznik, praznik Jezusovega rojstva, res vstopil tudi v vaše življenje. Tudi če ni takega srečanja, kot ga je imela Marija. Tudi ne takega doživetja v sanjah, kot ga je imel Jožef. Ampak na tisti način, ki je nam primeren, Bog pripravlja. Naj v tem svetem večeru molitev, da bi Bog našel prostor v našem življenju in da bi lahko Božja modrost vstopila v življenje vsakega izmed nas. Zato vas tudi povabim, da skupaj izpovemo vero.